Tukaj bomo rešili zopet nekaj nalog iz deliteljev, večkratnikov in algebrskih ulomkov. In sicer so to naloge iz knjige. Povsod bomo reševali C primer. Začnemo z nalogo 151, ki pravi: za katero število A je število 462A, kdaj 6 deli to število? 6, z 6 so deliva tista števila, ki so deliva z 3 in 2. Torej iščemo, kdaj bo 3 in kdaj bo 2 delila število 462A in isto velja, kdaj bo 2 delila. Zdaj, 2 deli število takrat, ko se konča z sodnim številom. To pomeni, da so možni kandidati za A nič, 2, 4, 6 ali 8. Zdaj pa, kdaj bo pa deljivo s 3? S 3 je pa deljivo takrat, ko je vsota števk deljiva s 3. Seštejemo. 4 plus 6 je 10, plus 2 je 12, plus A, ne? Zdaj, 12 je že deljivo z 3, zato torej iščemo tako število A, da bo 3 delilo število A. Katero od teh deli? Ja, deli nič. Nič lahko delimo s čimorkoli in 6. In naša rešitev je torej A je nič ali A je 6. Pa gremo na nalogo 156. To je torej naloga 151. Pogledamo 156 nalogo. Pravi, razcepi na prafaktorje, in sicer število 42. Razcepimo na prafaktorje najlažje s pomočjo te tabelice. 42 deljeno z 2 je 21, 21 lahko delimo s 3, dobimo 7, 7 delimo z 7, dobimo 1. In 42 je 2 krat 3 krat 7. Temu rečemo tudi, da smo razcepili s pomočjo osnovnega izreka aritmetike. Vsako število lahko natančno na en način zapišemo kot produkt prafaktorjev. Gremo na nalogo 162. Pravi, število A deli številom B in to zapiši v obliki osnovnega izreka o deljenju. Število A je 95, število B je 11, osnovni izrek o deljenju pa pravi, da je vsako število nekajkrat drugo število plus ostanek R. Zdaj, naš A je 95, to je nekajkrat 11 plus nek ostanek. Kolikrat 11? 8krat lahko damo. 8 krat 11 je 88 in koliko zmanjka do 95? 7. Torej, 95 je po osnovnem izreku o deljenju 8 krat 11 plus 7. Podobno, kot delamo pri Evklidovem algoritmu. Gremo naprej na nalogo 165. Ta pa pravi takole. Tudi C primer. S katerim številom moramo deliti število 87, se pravi 87 deljeno s koliko, s katerim številom moramo deliti 87, da dobimo količnik 6 in ostanek 3. Ker je to osnovni izrek o deljenju, zopet lahko rečemo 87, recimo, da je to naše število B, je 6 krat B plus 3. Se pravi, 87. Zdaj, če nam ni čisto jasno, si napišemo primer. Recimo, če imamo 15 deljeno 4, je to 3 in ostane 3 tudi.
In zdaj 15 je 4 krat 3 plus 3. Tukaj smo pa 87 delili z b, ta b je tukaj, 6 krat, naš k je 6, ostanek 3. Zdaj, kako to rešimo? To trojko damo najprej na to stran. 87 minus 3 je 6 krat b, 87 minus 3 je 84, je 6 krat b, potem pa delimo to za 6. Tukaj se pokrajša in dobimo, da je b 84 šestin. 8 deljeno 6 je 1, 24 deljeno 6 je pa 4. Eto. In to je naša 165. naloga. Naslednja je naloga 167. Sto 67 pa pravi, katero je najmanjše in katero največje število naravno, ki da pri deljenju z 12, se pravi neko število delimo z 12 in dobimo količnik 10 in zagotovo tudi nek ostanek. Zdaj pa kaj je najmanjši ostanek, ki se lahko pojavi? Ja, najmanjši je nič. To bo najmanjše število. Se pravi, koliko deljeno z 12 je 10? A to ne bo težav, 120. Se pravi, najmanjše število je 120. Koliko je pa največji ostanek, ki se lahko pojavi? Če delimo z 12, je največji ostanek 11. To pomeni, da tukaj ne bo 120, ampak bomo prišteli 11 in je to 131. Največje število pa je torej 131. Največje je najmanjše. In gremo naprej na nalogo 174. 174. naloga pa pravi takole. Določi največji skupni delitelj od števil 21, 24 in 54. Pomagamo si z razcepom na prafaktorje. Zdaj, glede na to, da so števila dosti majhna, lahko tudi na pamet rečemo, recimo 21 je 3 krat 7, ali pa 24 je 3 krat 8, ampak 8 je 3 krat 2 na 3. Zdaj 54 pa že ne gre na pamet, če znamo tudi lahko. 54 je recimo 6 krat 9, 6 je 2 krat 3, 9 je 3 na kvadrat, je to 2 krat 3 na 3. Lahko bi pa seveda na običajen način s pomočjo takšne tabelice 50 deljeno z 2 je 27, deljeno s 3 je 9, deljeno s 3 je 3, je 1 in pride isto 2 krat 3 na 3. Ko imamo vse te zapisane, pogledamo, kaj se pojavi povsod. Povsod se pojavi trojka in sicer najmanjša stopnja je 3, pa nič druga. Torej je največji delitelj samo število 3. Potem pogledamo nalogo 180. 180. naloga pravi takole. Določi najmanjši skupni večkratnik od 21, 24 in 27. Pardon, ne delitelj, ampak večkratnik, torej mala črka v. 180. naloga pravi, določi najmanjši skupni večkratnik teh števil. Zopet gremo, razstavimo na prafaktorje, 21 je 3 krat 7, 24 že vemo, da je 3 krat 8, torej 3 krat 2 na 3, 27 je pa 3 krat 9, to je v bistvu 3 na 3. In zdaj, kaj je skupni večkratnik? Pogledamo, katere se pojavijo vsaj v enem. In rečemo, 3, 3, 3 na 3, izpišemo na najvišjo stopnjo, pojavi se tukaj le 1 krat 7 in še 2 na 3. In to je najmanjši skupni večkratnik. Pa naloga 182. Tudi C primer. Imamo pa za določiti najmanjši skupni večkratnik od 8a na 3b na 5cd na kvadrat, 12a na
5b na 2e in 20a na 4, b na 2, c na 8 in f na 4. Zdaj, če bi mogli poiskati delitelj od vseh teh števil, se pravi, če bi iskali delitelj, bi spisali tisto, kar je pri vseh. Edino, kar moramo te številke, ki so na začetku in še niso razstavljene na prafaktorje, zapisati kot produkt prafaktorjev. Recimo 8 je 2 na 3, 12 je 4 krat 3, torej 2 na kvadrat krat 3, 20 je 4 krat 5, to je 2 na 2 krat 5. In ko iščemo, če bi iskali delitelj, bi spisali tisto, kar je povsod, to je 2 na 2, potem pa koliko a-jev? Tukaj je 3, a na 5, a na 4, se pravi povsod so a na 3. B-jev je 5, pa 2, pa 2, izpišemo 2, ki sta povsod. C pa ni povsod in bi bilo to konec. Za večkratnik, to bi bil delitelj. Za večkratnik pa izpišemo vse na najvišjo stopnjo. Pardon, delitelj ni 2 na 3, ampak je 2 na 2. 2 na 2, ker se samo 2 tukaj pojavlja. Za delitelj pa največ, se pravi 2 na 3, 1 trojka, 1 petka. A na koliko? A na 5. B tudi na 5. C se javi največ tukaj na 8. D je največ na 2. E je samo tukaj in F na 4. In to je naš najmanjši skupni večkratnik. Gremo na nalogo 189. 189 moramo pa z Evklidovim algoritmom poiskati največji skupni delitelj, nato pa še najmanjši skupni večkratnik. In sicer za števili 990 in 855. Zdaj 990 je 1 krat 855 plus 45 plus 90 je 135. Potem zapišemo, 855 je nekaj krat 135, se pravi, to gre sem, kolikrat 6 krat, mogoče gre 6 krat, poglejmo, 6 krat 100 je 600, lahko si zopet s kalkulatorjem pomagamo, se pravi, imamo 6 krat 135 je 810 tole. In koliko potem manjka? Manjka 45. Pa zopet 135 je nekaj krat 45 plus ostanek. Kolikrat? 4 krat najbrž. Prav 45 krat 4 je 180 je preveč. Poskusimo potem 45 krat 3 je 135. Krat 3. In ostanek je tukaj nič, to pomeni, da je največji skupni delitelj teh dveh števil, 990 in 855 je 45. Če me pa zanima večkratnik, pa upoštevam to, da je večkratnik krat delitelj 45, upoštevam formulo, da je večkratnik krat delitelj kar produkt števil a krat b. Zdaj večkratnik ne vemo, koliko je, delitelj vemo, da je 45, število a je 990 in število b je 855. Zdaj pa tole delimo s 45, zato da nam ostane večkratnik in ostane 990 krat 855 deljeno s 45, to lahko izračunamo. 990 krat 855 deljeno s 45 in dobim, da je to 18.810. Poglejmo še zdaj nalogo 243. Isto, C primer, povsod delamo C primere. 243.
x kvadrat minus y kvadrat lomljeno z x plus y in piše, da moramo ta ulomek okrajšati. Kaj naredimo? X kvadrat minus y kvadrat razstavimo na x minus y krat x plus y, delimo z x plus y, zdaj to v celoti lahko zdaj krajšamo in ostane x minus y. Gremo na 251. nalogo. Kaj pravi 251? Tudi C primer je 3/7 plus 9/14 krat 7/3. Zdaj tukaj najprej množimo in sicer vidimo, da lahko tole krajšamo. 1, 2, še tukaj 1, 3. In je to 3/7 plus 3 polovice. Damo na skupni imenovalec, skupni delitelj od 7 in 2 je 14, se pravi prvega pomnožimo z 2, drugega z 7, so to 14 in je to 6/14 plus 21/14 in je to skupaj 27/14. Tako. 251 in še 262. nalogo, tudi C primer. Je pa tako 4x plus 5 lomljeno z 5x minus 2 plus 3 minus 4x lomljeno z 5x plus 2 krat 25x kvadrat minus 4 lomljeno 14x plus 1. Koliko je to? Zdaj vsakega pogledamo najprej, če ga lahko kaj razstavimo. Zdaj ta se ne da, to ne. Razstavimo lahko samo tegala. Prva dva pa že vidimo, da bomo dali na skupni imenovalec. Se pravi, tega bomo pomnožili z 5x plus 2. Poskrbimo, da je imenovalec enak. Drugega pa bomo pomnožili s 5x minus 2. In zdaj imenovalec, ki je spodaj, samo enkrat napišemo, niti ne množimo, samo prepišemo. Medtem ko v števcu izračunamo vsakega za vsakim, 4x krat 5x je 20x kvadrat, plus 8x plus 25x plus 10 in še plus 3 krat 5x je 15x, 3 krat minus 2 je minus 6, minus 20x kvadrat in minus 4x krat minus 2 je plus 8x. Drugega bomo pa ta 25x kvadrat bi lahko zapisali kot 5x na kvadrat, 4 pa kot 2 na kvadrat. Se pravi, to 5x minus 2 krat 5x plus 2, lomljeno z 14x plus 1. Za tisto, kar takoj vidimo, gledajte, to je pa vse skupaj bomo poročunali. Ampak 5x minus 2 in 5x plus 2 lahko krajšamo že. Kaj nam ostane? 20x kvadrat pa minus 20x kvadrat se izniči. 8x plus 8x je 16x plus 25, se pravi 16 pa še 25, pa koliko še imamo x-ov in še 15 x-ov, je to skupaj 56x, od številke pa plus 10 pa minus 6 je to plus 4, lomljeno 14x plus 1. Zgoraj lahko še štirko izpostavimo in ostane ravno 14x plus 1. Delimo 14x plus 1, se pokrajša in dobimo 4.